1. decembra so v Gornji Radgoni predstavili projekt nadgradnja vodovoda sistema C, druga faza, ki je projekt občin Apače, Gornja Radgona in Svet Jurij ob Ščavnici, pri čemer je nosilec projekta občina Gornja Radgona. Ob predstavitvi projekta so župani omenjenih občin podpisali pogodbe za izvajalce. Na tiskovni konferenci je prisotne prvi pozdravil župan občine Gornja Radgona, gospod Stanislav Rojko. Izrekam zahvalo tudi podjetju SL Kozalt, ki nam je pomagalo, ker pa jih danes ni tukaj, pripravljati vlogo. Sicer pa moram izreči tudi kolegoma zahvalo, da sta bila z mano skupaj zadosti trmasta, da je do tega sploh prišlo. Mi imamo v Radgoni, katere sestavni del tega projekta je tudi naša občina, še azbestne cevi. Naši mladi pijejo še vodo z azbestom. In končno, dragi moji, končno umikamo iz mesta azbestne cevi, ki prvič okoljsko gledano niso ta prave in drugič pokajo, da je veselje, zato tudi visok delež vodnih izgub. Torej, mi smo vsa leta govorili, da približno polovico vode steče mimo. Ta trenutek sem pravi optimist, da se po končanih delih vodne izgube spravijo v tiste okvire, ki so razumne in normalne. Imamo tudi tehnološke izgube, ki so čisto take, da se jih preprosto ni mogoče izogniti, ampak če ti pol vode odteče mimo, potem to vendarle v sistemu nekaj ni dobro urejeno in to je tista, to je jedrno sporočilo. Mi imamo res da velik izziv, to je, vsaj kar se naše občine tiče, gradnja v urbanem okolju, gradnja po ulicah, kjer so asfalti, kjer je kanalizacijski sistem, kjer je preplet enih drugih inštalacij in izvajalci. Jaz verjamem, da bomo skupaj z tenkočutnim pristopom naredili to na način, ki bo za ene in druge vzdržen in smiseln. Govorim seveda tudi o morebitnih dodatnih delih, ki se v takih priložnostih zagotovo pokažejo. Oboji skupaj bomo takrat, ko se bo zgodilo, staknili glave in našli tudi rešitve za to. Še enkrat vsem vpletenim, tudi v ekipi v občinski hiši, pa v vseh občinskih hišah izrekam zahvale vam, izvajalci, pa tudi hvala za to, da ste bili dovolj drzni in da ste nam dali take ponudbe, da smo kljub tistim dilemam, ki smo jih takrat, ko smo razpisovali, imeli, vendarle prišli do takih rešitev, ki so dobre za naše občane in občanke, ki niso sicer še zdaleč ne take, kot se je sprva nakazalo, da bomo morali imeti samo nekvalitetne materijale, ker kot da druge pri nas ne smemo ugraditi, ker so pač v smislu zakona o javnem naročanju najcenejši materijali tudi najslabši. Mislim, da smo se tem čerem uspeli izogniti na način, ki je zakonit, primeren in dobivamo po moji oceni solidne in nesolidne kvalitetne popise del in tudi kvalitetne materijale in tudi izvajalce, ki so, to je pa zelo pomembno, naši. Župan občine Apače, dr. Andrej Štajer. Z mojega mesta en iskren hvala za vse, kar je bilo storjeno do zdaj, predvsem strokovnim sodelavcem. Dokler nisi sam vpleten v zadeve, ki se odvijajo na nivoju tako velikega projekta, si ne moreš niti predstavljati, koliko dela je vključenega in vloženega v to, koliko raznih sestankov smo imeli, usklajevanj, prepričevanj. Na koncu je ta slavnostni podpis pogodbe res tista lepa pika na i, ko lahko rečemo tudi župani, ki smo predstavniki občin, da delamo za dobro naših ljudi, za dobro občank in občanov. In kot je že bilo povedano, veselim se, da bomo s tem projektom bistveno izboljšali sisteme vodovodnega omrežja v naših 3 občinah, priključili dodatno tudi nove občane na javno vodovodno omrežje, kar je seveda bistven doprinos tega projekta, kakor tudi izboljšali kvaliteto samega sistema. Kot sem že povedal, so vodne izgube tudi ena od glavnih stvari, ki jih z takim projektom lahko bistveno izboljšamo in pričakujemo pozitivne učinke prav v tej smeri. Kaj naj še rečem več, upam, da bomo naprej prijetno sodelovali, verjetno še bodo zapleti, verjetno še bodo usklajevanja sestanki, ampak mislim, da je danes en velik premik v to pozitivno smer, tako da tudi občani in občanke pričakujejo seveda
izvedbo, ki bo na nivoju oziroma po meri vseh nas, se pravi tako izvajalcev, predvsem pa kakovosti bivanja naših ljudi v naših občinah. Župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici je še dodal. Še enkrat zahvala mojim sodelavkam in sodelavcem na naši občini, ki so kar krvave pot potili pri teh vseh mogočnih miselnih akrobacijah, kaj je trebalo tu izvesti. Enako seveda nosilni občini oziroma kolegom in kolegicam na občini Gornja Radgona, ki so dejansko to vse v kuper mogli spraviti, kar smo mi po občinah pripravljali. Hvala tudi ostalim deležnikom v kraku C Pomurskega vodovoda, ostalim občinam, da nismo naleteli na, tukaj že prej kolega Rojko omenil, tudi kakšne klubovanje ali pa karkoli ostalega, kaj pač možno bilo za pričakovati tu, pa kot je gospod Sapač omenil tudi že nekaj, bi rekel, da pri vsakšem podpisi izvajalske pogodbe povem približno tako, da je prav, da po podpisi naročnik dobi dober izdelek, prav gotovo mora tudi izvajalci nekaj ostati oziroma nekaj imeti od tega, če ne na koncu njega blagoslova na tem vsem. Izbrane izvajalce za gradbene dela sta bili podjetje Pomgrad d.d. in podjetje GMV d.o.o. Jaz bi rekla, da je investicija izrednega pomena za občane in mi smo zelo veseli, da smo del te zgodbe, zato se bomo res potrudili, da bomo dela izvedli v skladu s pogodbo, v roku in pa kvalitetno in da bomo s tem seveda tudi na ta način izboljšali kvaliteto življenja občanov. Čeravno smo posel dobili pač po principu javnega naročanja, ampak me veseli, da bodo lokalni izvajalci gradili za naše pomurske občine, tam, kjer imamo sedež. Mi smo v bistvu oddali skupno ponudbo z podjetjem GMV v vseh 4 sklopih. Z podjetjem GMV smo že sodelovali v prvi fazi tega projekta in jaz mislim, da tam, kjer so domači izvajalci, je na projektih najmanj problemov, ker domači izvajalci najbolj razumejo problematiko lokalnih skupnosti, pa tudi, če treba kaj v garancijski dobi rešiti, smo najbliže problemom in upam se trditi tudi najbolj kvalitetno rešimo. Za izvedbo strokovnega nadzora je bilo izbrano podjetje Štraf d.o.o. Hvala vsem županom na zaupanjem. Bom zelo kratek in sem povedal, da bom poskrbel za to, da bo v skladu z vso veljavno zakonodajo in da bomo uspeli počrpati popolnoma vsa upravičena sredstva, ki nam pripadajo pri tem projektu. S tem bo kar nekaj zahtevnih del, ampak bomo pripričano uspeli dobiti vsa upravičena sredstva, ki so v skladu z sklepom oziroma ministrstvom že dodeljena. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada, z njim pa bo zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode za skoraj 9500 prebivalcev.